Slovenc, ker to so taka imena, ker gledaš sploh ne bo razumel, ne, recimo, če napiše Tročan, on kaj ve, Tročan boš mu razložiti, kaj je Tročan, potem Kabrca boš mu razložiti in po mojem bi mogel tudi delati en anglist in pa en slovist zraven, da zna tudi angleščino, da bi te, k meni je prišel eden iz Dunaja, namreč na Dunaju je ena oni so, pravzaprav v Ameriki imajo neko združenje teh, ki se ukvarjajo s temi stvari, kako se reče, ki imaš tudi sibirske šamane. No, oni imajo to evropsko združenje šamanizmov, ne. Ampak oni zdaj iščejo, če je kaj v Evropi tega, oni so odvisni od Amerike, ker tam je center tega, in ko je bilo na Dunaju 30-letnica tega združenja šamanizma na Dunaju, so mene povabili gor. In jaz sem govoril slovensko in je bila prevajalka iz Maribora, ki je znala nemško. In oni so se rekli, da oni so že vprašali v Ameriki, da bi to prevedli, ne, samo da se težko ločijo, ker to je tako gradivo, to so ogromno teh besed, ki jih bojo mogli opisno, ker nimajo, recimo, ta ime Kabrca njim ne pove nič, pa še Kabrca, ki je C in tako, to bi mogli zdaj, da bo to velik problem prevesti v angleščino. Ampak imate, se pravi, namerava, da je to prevesti v angleščino? Ja, jaz nimam nič proti, če se... Jaz razmišljam za to. In zdaj ta človek iz Dunaja pride zdaj, ta mesec pride dol, da bo pa videl vse te Babjo jamo, Padence, vse te svetišča, da bo videl, kako izgledajo in bo tudi fotografiral in potem se bo spet obrnil na Amerikance, ker odvisno je od njih, ker oni so, tam je komanda, oni so samo te za Evropo. Oni financirajo? Ja, oni financirajo. In še to, kar mene zelo moti, oni pravijo, da šamani niso nikoli uporabljali zelišča. Naši ti so pa ogromno zelišče, in so rekli, ja, to ni pravi šamanizem, ampak jaz sem rekel, kako boste vi odločili iz Amerike, kakšen je naš šamanizem, to sploh ni šamanizem, to je verovanje staro. In oni pravijo, da bi, ali je res, da so rabili zelišča, seveda so rabili, veliko so rabili zelišča, ogromno. Tudi so dimili v hišah, so posušili zelišča, so dali na oglje in so dimili pri obredih tudi. In oni pravijo, da šamani v Ameriki niso poznali zelišča za te stvari. Oni hočejo, kot se jaz razumel tega človeka, ki prije, oni hočejo to, da bi bilo to šamanstvo, ampak se rekel, pa mi niti slučajno, da bomo mi kaj spremenili, se rekel, niti slučajno. Rej, bomo rekli, ne prevodati. Ne moramo mi zdaj se podrejati tam. Ali v kalupli, ne? Ja, ker to ni posnemanje, to je tako, v Rusiji je tako, v Avstraliji drugače in tako naprej, tako da nikakor ne bomo dovolili, da bi oni nas posiljevali, tudi če reče, da plačajo, ta denar ne pomeni nič, če ti spremeniš. To so pravzaprav domorodci, native zoni pravijo, se pravi, vsaki domorodci so mečkan drugačni, povsod malo v Ameriki drugačni v Rusiji. A veste, kje je Avstralija? Ja? Tudi kolonij nastalo povsod, ena ljudstva sploh niso postali kolesa, ampak je zanimivo, da so določene stvari so pa zelo podobne, določene stvari. Ne, nima smisla stvari spreminjati, ampak se mi zdi vseeno še vedno pomembno, da se to prevede v angleščino. Ja, ker če se bo prevedlo v angleščino, bo šlo naprej, ker v slovenščino to malo ljudi, že Hrvatje imajo problem, so mi rekli dol, so brali, niso razumeli Hrvatje, ki se jaz bil dol na televiziji, so rekli, da imajo knjigo, ampak ko berijo, imajo probleme, ker ene stvari ne razumejo.
da se pravzaprav ve, kaj je bilo pred krščanstvom tukaj v Evropi. Meni se zdi to pomembno, ne? Ker je tako samo po sebi pomembno, da je Evropa krščanska, ampak po resnici prej ni bila krščanska, prej so bili druga verska. Samo je pa to zanimivo, ne, da so imeli oni čisto kompletno vse drugače. Oni so imeli vse je bilo drugače. Oni so imeli vzgoja otrok drugače. Oni so imeli do telesa drugačen odnos kot kristjani. Pri njih je bilo telo, lahko bi videla mama, sina, sin, mama, ni bilo nič pregrešnega. Tudi recimo, tudi pri porodih, mati je bila pri porodu skupaj z babico, pa še kakšna pomočnica. In mati je dala ime sinu. Tudi če se očetu ni tisto ime bilo všeč, je veljalo tisto, kar je mati rekla na porodu. Včasih so potem tako malo zavrteli, da so dali dvoje imen, da so ga krstili. Hvala. Tako da potem recimo pri starovercih je bila tudi tale posteljica, otroška posteljica je bila pa tabu. Otroška posteljica so imeli, da je to del telesa in da ga ne moš vrš proč. Vsaka porodnica je imela že prej pripravljeno posebno vrečko z vrvicami in babica je dala v to vrečko in je dala eni pomočnici, da je nesla. Ponovadi so to dali v dela drevesa, ki so imeli dupla. So dali to vrečko noter in so podložili kamen gor, ker je bilo to del drevesa, ker oni niso to rekli, to vržba proč, to je del tega otroka. Kot je, ko si je sin rodil, je oče posadil drevo. Ampak ni povedal sinu v tem drevesu, šele ko je postal polnoleten, je rekel, zdaj boš pa ti skrbel za to drevo. To je tvoje drevo. In potem je tisti sin tudi skrbel za svoje drevo, ker je vedel, da ko je bilo to drevo, ko si je on rodil, so dali vodo, ko so ga oprali, so zalili to drevo in je on vedel, da ko bo umrl, da ga bojo z vodo, ki ga bojo umili, zalili zadnje to drevo. In zato so to drevo potem čuvali in imaš pa naš hiši, ki pravi, pa zakaj so strmili to drevo tle, niti ni lepo, bomo tu neko drevo tle. To so drevesa, ki so nastala, ko si je otrok sin rodil in je potem so mu zalili s tisto vodo, ko so ga umili, so prvi zalili to drevo, ki je lahko bila tudi hruška, lahko bila tudi češka, lahko je bila tudi karkoli. Ampak ti so je oče naredil in ko je bil sr polnoletni, je šele zvedel, da je to njegovo drevo. In je potem mogel on skrbeti za tisto drevo. Tako da so bili taki zelo normalni običaji, to niso bili neki, ne vem, tudi zelo razumljivi, da se to je razumljivo, da če se rodiš, da imaš svoje drevo in da potem moraš skrbiti za njega, ker kadar te bojo umil, ko boš umrl, bo je zadnji zalil to drevo. Še kaj? Pavel, mene zanima samo še to. Vsi ti običaji so bili vezani na luno. Ja. To se pravi lunarno božanstvo, na nek način vodno božanstvo, kar pomeni, da je to žensko božanstvo. Kakšno vlogo so imele ženske pri teh običajih? Te ženske so bile enakovredne, samo so imeli določene, samo nažalost je to, da jaz o teh obredih žensk ne poznam. Ker pa njih je bila luna, oni sonca so imeli, sonce je itak, ampak oni so živeli po luni. Oni niso imeli nobenega koledarja, razen lunin koledar. Oni so imeli deščico, kjer si imel mlaj, ko si imel prvi krajc, ko si imel polno luno in tako. In so imeli, vmes so imeli pa 6 lukenc. In oni so kliček prenašali, da so vedeli, ker za njih ni bilo važno, je bil ponedeljek, ali je bil torek, ali je bil januar, ali je bil februar, njih je bilo važna luna, ker vse so delali z luno.
Luna je bila za drevo posekati, luna je bila za mleko, za siriti, za ubiti živali, za delati klobase, za semena, za vsejati. Vse je bilo luna. Ne. Sonce je svetilo, ne, ampak luna je bila pa tista, ki je narekovala, kako bojo delati. Ne. In oni so se držali, zelo držali lunin koledar. Ker tisti lunin koledar ni bil v skladu z koledarjem, zato ker oni so šteli samo od lune do lune. In kako je potem to zneslo, cel mesec nič ni brigalo. Oni so se samo lune držali. Ker kmeta, kaj ni kmeta brigalo, je ponedeljek ali torek. On je mogel vstati ponedeljek in torek, zaputrati žival, je popustiti in to. In tako da njih je bila samo luna tista. Sonce je bilo, pač je svetilo, so mu dajali tudi ogenj, da so ga spodbujali, da ni ugasnilo, to so naredili. Te kresove so kurili, zimskega in poletnega. Je pa ena zanimiva reč nad Brdmi gor, ko so imeli zimski kres, so imeli pa fantje. So ga imeli fantje in to so vsako leto, tisti, ki je imel, ki je dopolnil, ki je postal polnoletni, tisti fantje so kurili tisto leto kres. In jih je komandiral pa tisti, ki je bil pri prejšnjem kresu. In ognji so prinesli vedno, prvo so prinesli pepel od zadnjega kresa in ogenj od zadnjega kresa, da so prižgali ta kres. In tam so imeli čisto posebne kresove, ki so pravili fantovski kres. In so lahko prišli vrkoli gor, ampak fanti so ga vodili, tisti kres. Še kaj? Na katerih območjih se je to staroverstvo živelo tukaj? Jaz mislim tako, da staroverstvo je lahko se ohranilo samo v zakotnih krajih, kjer je bila razpršena gradnja. V Ajdovščini se to ne bi moglo ohraniti, ker bi ga zvohali, da ta človek ima neke druge stvari. Oni so bili tego tam in recimo Lokovc, tam gor v Vrčanski ruti, Baška grapa gor pod hriba, ki na vrh tam smo bili pri enemu, ki je rekel, naša familija je stara 500 let, mi smo 500 let staroverci. Je rekel, moj sin hodi na fakulteto, je staroverc. Kako je rekel mož? Je rekel, mi smo imeli to v hiši, varovanje v hiši. In oni so prav, rekel, naprej je že konci gozdne meja, že konci so že skale in je ta kmetija gor. Je stara 500 let. Ki so isti primek. In v takih krajih se lahko ohranilo staroverstvo. Nikjer drugje. Je nemogoče, da bi se ohranilo. Ker je, živimo in vsi radi malo povohamo, kaj ta sosed dela. In oni, ki so zaprli zvečer vrata, so rekli, gremo spat, takrat itak ni bilo nobenih svetil. Oni so imeli v hiši ali svečo, ali šterbo, ali nekaj in so potem v glavno so se tiščala okrog ognjišča in te so šli spat. In dan so se klepetali, govorili in so šli spat. In ob soncu so spet ostali. In takrat oni so živeli dvojno življenje. Ampak oni so se tega naučili, ker za njih sploh ni bilo noben problem. Oni so pač živeli dvojno življenje. Z sosednji smo živeli. To je isto, ko je bil fašizem in so eni so se upisali v fašijo in so hodili na sestanke od fašije, doma so pa preklinjali fašiste, ker če ne bi bili upisani v fašijo, recimo v Anhovo, tisti, ki ni bil upisan v fašijo, ni dobil službe. Moj oče, ki je bil zidar v tovarni Anhovo, njemu so rekli, Giuseppe, je bil Pepo, Giuseppe, se moraš upisati v fašijo, če se ne upišeš v fašijo, pa šel delati v kamnolom. Kaj je bilo pa delati v kamnolomu v Anhovo, pa vemo vsi, ni bilo nobenega stroja, vse je bilo ročno. Vrtali so, da so minirali, ko so padli tiste skale dol, so jih z macolom tolkli, ročno so nakladali, da je šlo čez Sočo v tovarno, ki so pekli ta kamen, da so dodili cement in on ni hotel tega sprejeti in so ga poslali v kamnolom. In on je imel srečo, da je imel eno sorodstvo v Mariboru, da je pisal in potem on je šel prvo s potnim listom
je šel v Maribor, da je izrihtal stanovanje nam in sebi službo in mami službo in mi smo šli, jaz, moj brat je bil dojenček, smo na sliki, jaz, mama in moj brat dojenček, smo na potnem listu in smo šli v Maribor. In potem, ko so nas Nemci, ker so zasedli Maribor, Nemci so nam rekli, vi ste Italijani in morate iti v Italijo. In potem je rekel, tata, kje pa je Italija? Ja, od Ljubljane naprej. In potem smo šli v Anhovo in smo bili brez stanovanja, ker je moja teta, ki je bila sestra mojega očeta, je zasedla hišo, imela pa 2 otroka, imela staro mamo, starega očeta in še ena družina Italijanov. Mi nismo imeli kaj, smo šli potem na Gorenje polje v eno staro hišo. Tako da, To še jaz nekaj vprašam. ja, A bi se dalo to staro verstvo kakorkoli povezati s slovanstvom ali je vezano na kraj? vsi, ki so v Ljubljani, ki imajo društvo starovercev, oni so se vezali na slovansko, na slovansko mitologijo in imajo tudi slovanske bogove. Samo jaz sem imel doma tudi knjigo, ko si je pisal ta barok, je napisal. In on je napisal vse bogove slovanske in jaz imel tisto knjigo s sabo in sem spraševal te staroverce. Ni poznal, niti eden ni poznal. Poznal so samo Belina, ampak to je rimsko božanstvo. Ampak oni ga niso častili kot božanstvo, ampak so ga častili kot ime. In je bila recimo Belinova roža, je bila arnika, potem je bil gor nad Volčemi en kamen, ki zelo pravi, da ima zelo veliko moč, so rekli Belinov tron. In to je bilo vse, oni kot božanstvo ga niso poznali, da bi rekli, to je bil tak bog. Tako da oni Belina so poznali, medtem kot drugih slovanskih bogov pa ne. Tako da jaz nisem dobil niti eno ime, da bi bilo slovanskih bogov. Ker vprašanje je, kako je to staroverstvo prišlo. To je lahko prišlo iz severa k nam. Da so bili Kelti, to kaj je zdaj, te so se mešali ljudstva na tem prostoru. In še to, da tih hribovitih kraj so pa ostajali tudi ljudje, stari ljudje, zato ker gor ni silo noben, je bilo brez potja, ni bilo nobene poti, so bile samo steze in vdor teh kort iz Rusije proti Italiji so šli skozi Bavsko dolino. Gor, kdo je silo gor na Trnovski gozd, kaj bo gor delal? Da ni bo gor kaj početi, se niti ni vedel, a so sploh ljudje gor. In tam so ostajali ti stara ljudstva. In ti so se verjetno tudi mešali s Slovani, ko so prišli Slovani na ta mesto. Ker Slovani niso prišli na čistino, Slovani so prišli na poseljeno ozemlje. Samo vprašanje je potem to mešanje, a so prevladali ti avtohtoni domačini, ali so prevladali Sloveniji. Po mojem je bilo teh avtohtonih ljudstev več, kot je bilo Slovanov na tem koncu. Verjetno je veliko več, recimo, kar jaz poznam, v Batujah so dobili nekaj slovanskega, en grob, potem zadnji nad Istrijo so dobili tam v severnem delu Istre, drugače pa tudi mi iz Kopanin nimamo, ne vem, bogatih. Nekaj imamo Lončenino, ki je neka slovanska, neke črte slovanske, drugega pa nimamo, tako da jaz mislim, da bo treba slovensko zgodovino pisati na novo. Ja, res, mi imamo zgodovinarje, ki so se učili v Nemčiji, se niso učili o Slovanih, so se učili Nemčiji in nemška zgodovina je povedala o Slovanih, kar je pač hotela povedati. Isto je bila italijanska zgodovina, je povedala o teh divjakih, ki so bili živeli. Tako da mi prave zgodovine do zdaj še nimamo napisali. Jaz bi še nekaj vprašala. Ja. Na Rdečem oblaku vinograd Ja. raste. Te povedke, ki ste jih zapisovali, Ja. so v njih kakšni elementi staroverstva? Tam je veliko staroverskega, ker to ni, če ste prebrala knjigo, nima nič drugega, kot je staroverstvo. Samo to so pravljice,
so tudi izjemne pravljice v slovenskem prostoru, takih pravljic imamo. Ne. Zato so tudi tisto knjigo objavili. Ne. So to je bila pravzaprav prva knjiga, ker mene je vprašala tale Stanovnikova, da ona išče ampak ne razpršeno, ona hoče en kompleks. Ne, recimo Franci je imel prvo knjigo, se mi zdi, jaz sem imel tretjo, ne, se mi zdi. Ja. In ona je hotela imeti en zaključen prostor, ne? In ta Idrija je bil zaključen prostor, zato je bila ona zadovoljna, da smo tisto knjigo takrat opisali. Ampak ta Idrija je meji na Beničane, ne? Samo mi smo izgubili stiko z Beničani 1866, ko so oni se priključili Italiji, ne? In takrat italijanski jezik je tam zelo hitro prevladal, ne, in tudi oni niso, ne vem, iskali ne vem kakšne stike z nami, ne, mi tudi ne. In tudi tam je tako ena res med Beničani in tudi jezik se je pri njih razvil popolnoma drugače, ne, ki so glavno brali in pisali v dialektu, ne, tako da Trinko je tam nekaj poskušal narediti, ne, ta župnik. On je veliko naredil za Slovence, ne. On je tudi pod fašizmom se boril, da lahko bere mašo v slovenščini in so ga potem pa Italijani so ga vseeno prisilili, da je potem popustil. Tako da mi, tam bo treba tudi, recimo, jaz sem bil pred 3 tedni sem bil v Beničiji, so me povabili kje, ne. Oni tudi pravijo, da je pri njih bilo nekaj podobnega, ne, ampak niso nič napisali. Ne. Pravijo, da imajo neke jame tam, neke kamne, ampak ni izročila. Ne. In jaz sem rekel, jaz pa kamen, če ni izročila, je za mene kamen. Ne. Ni kaj več. Jaz posod, recimo tudi zdaj pravijo, da v Alpah je ogromno kačjih glav. Potem sem rekel, kako pa ti veš, da je to kačja glava? Ja, tukaj jaz vem, da je kačja glava. Ma ti kdo nekaj povedal? Ne. Zame tisto ni kačja glava, ker takih kačjih glav je lahko boje koliko, ne, ampak to niso kačje glave. Kačje glave mora imeti izročila, zakaj je bil, kje je bil, in če tega nima, je potem to res samo kamen. Tako da jaz tistih, kar pravijo zdaj, da je ne vem koliko kačjih glav, jaz tiste ne obravnavam kot kačje glave, ker ni nobenega izročila. No, pa se mi zdi pa tudi, da pri Saši Vuga. Kako? Saša Vuga v enem od njegovih zadnjih teh triptihov, ki jih je pisal, ne? Se mi zdi, tako kot sem brala vaše knjige, pa tudi te povedke iz pravljice Na rdečem oblaku Vinograd rase, da tudi v njegovi literaturi najdemo kar precej namigov na staroverstvo. Tudi Bevk, Bevk je, jaz sem bil v Zakojci in sem spraševal ljudi, so rekli, on ve mogoče več kot vi o staroverstvu v Zakojci. Samo on je šel v tisti knjigi, napisal o tem Bogu, ampak verjetno on je to kot literat hotel, ni hotel biti kot dokumentarist, da bi nanizal, ampak meni so povedali, da je Bevk veliko vedel, ker je on obredil še starejši ljudi kot jaz. Ker on je izročilo, mu je prišlo prav za pisanje. Tako da, samo ko sem se pa jaz pogovarjal z Bevkom,